Nova Mazda 5 se, vsaj kar se funkcionalnosti tiče, ne razlikuje kaj dosti kot prejšnja generacija. Še vedno ohranja drsna vrata, ki so v tem velikostnem razredu bolj izjema kot pravilo, a so nadvse funkcionalna. V drugi vrsti pa je udobje še vedno zagotovljeno le 2 potnikoma. Včasih se zazdi, da so bile ideje o prostorskih rešitvah sicer dobre, izvedba pa malenkost slabša. Druga sedežna vrsta, kot rečeno, ponuja le 2 res udobna sedeža, tisti zložljivi sredinski del pa je bolj za silne sorte. Ob takšni postavitvi je prostora v prtljažniku dovolj, ga pa je ustrezno manj takrat, ko postavimo še 6. in 7. sedež. Na njima pa bodo res udobno sedeli le otroci. Drznost pri oblikovanju, oziroma v tem primeru zlivanje evropskega in vzhodnjaškega okusa, ni vedno najboljši recept. Samo poglejte si to Mazdo 5. Spredaj se mi zdi lepša kot predhodnica, strani tudi, zadaj mi pa ni všeč. Pa ne zato, ker je tako umazana. Zatakne se predvsem pri enostavnosti uporabe. Tekmeci omogočajo zlaganje sedežev v eni potezi oziroma predvsem z eno roko, pri Mazdi 5 pa je sistem zlaganja neroden. Tudi spredaj se Mazda 5 ne šibi od vseh mogočih odlagališč. Na armaturni plošči je za moj okus tudi nekaj preveč gumbov. Ena boljših lastnosti Mazde 5 še vedno ostaja vožnja. Že sam položaj za volanom je zelo dober in udoben, preglednost ravno tako. In čeprav je podvozje prilagojeno predvsem temu, da vaših otrok med vožnjo ne bo zajel pretres možganov, torej na udobje, pa po drugi strani avtomobil nikoli ne navdaja slabim občutkom, če tudi se boste zapeljali nekoliko hitreje.